Veliko novosti v primeru Nolana Wellsa. Najprej naj bi popolnoma nov video prikazoval, kaj bi lahko bila njegova zadnja znana slika, preden je izginil. Posnetek, ki ga je pridobil TMZ, je bil posnet na otoku Horn Island, le nekaj ur preden je izginil. Pogrobili se bomo v to, kaj bi to lahko pomenilo za preiskavo. Odvetnik Ben Crump, ki zastopa družino Nolana Wellsa, je pravkar podal pomembno izjavo, da bodo prvi preliminarni izsledki neodvisne obdukcije objavljeni jutri. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law & Crime. Sem Jesse Weber. V redu, spet smo tukaj s posodobitvijo o Nolanu Wellsu. Tokrat imamo še več novih posnetkov. Zelo me zanima, kakšno vlogo bo to odigralo v preiskavi, saj se je pojavil posnetek, ki bi lahko bil zadnja znana slika Nolana Wellsa, preden je izginil, preden so njegovo telo na koncu našli. Ta posnetek je pridobil TMZ. Po poročanju naj bi bil posnet na otoku Horn Island le nekaj ur, preden je Nolan izginil. Oseba, ki je to posnela, je verjela, da je to Nolan. Bila je tako prepričana, da je šla na šerifovo postajo in to pokazala policiji. Če je to res Nolan, se morda sprašujete, zakaj, kaj ne? Zakaj so ljudje to verjeli? No, video v resnici ne pokaže njegovega obraza. Zakaj torej ljudje mislijo, da je to on? Kaj nam to pove o tem, kaj se je takrat zgodilo? Naj začnem tukaj. Odkar smo nazadnje govorili o tem primeru, se je zgodilo veliko stvari. Naprimer, ta teden so Nolana pokopali njegova družina in prijatelji. Velečasni Al Sharpton je vodil pogrebno slovesnost. Tyler Perry naj bi plačal pogreb. Sharpton je na pogrebu podal pomembno oznanilo v zvezi s preiskavo. O tem bomo govorili nekoliko kasneje. Vemo tudi, da je vpleten FBI, preiskujejo domnevne grožnje, ki so bile izrečene ljudem povezanim s tem primerom. Podrobnosti teh domnevnih groženj, njihova vsebina, komu so bile poslane, za zdaj niso znane, vendar vemo, da FBI to preiskuje. Kar zadeva telefon, Nolanov telefon, ga ima družina. In potem, ko so povedali, da verjamejo, da so bili podatki iz tega telefona morda izbrisani, so napovedali, da bodo ta telefon pregledali skupaj z državnimi preiskovalci in svojimi strokovnjaki iz družine. In vse to se dogaja, medtem ko obstaja možnost, da bo velika porota sestavljena za obravnavo tega primera. To visi v ozadju in še vedno čakamo na rezultate obdukcije, kaj ne? Obdukcija v okviru državnega pregleda in neodvisna obdukcija, ki jo je naročila družina Nolana Wellsa, torej vse to se dogaja. In zdaj želim govoriti o tem, kaj se dogaja s tem posnetkom. Zdaj, rekel sem, da rezultati še niso prišli ven, ampak ravno v času tega snemanja smo pravkar dobili novico od Bena Crumpa. Torej, to je odvetnik, ki zastopa družino Nolana Wellsa, ki pravi, da bo jutri novinarska konferenca. In prebral vam bom točno to, kar piše. To je iz sporočila za javnost. Nacionalno priznani odvetnik za državljanske pravice in osebne poškodbe Ben Crump se bo pridružil družini Nolana Xavierja Wellsa na novinarski konferenci v sredo na 117. nacionalni konvenciji NAACP. Crump bo predstavil preliminarne ugotovitve neodvisne obdukcije, opravljene v imenu družine. Wow, v redu. Torej, video, ta napoved, pogovorimo se o tem, želim povabiti Chrisa McDonaugha. On je preiskovalec umorov, direktor za odnose z organi pregona in preiskovalni svetovalec pri organizaciji Cold Case Foundation. Chris, vedno je dobro te videti, hvala, da si vzel čas. Mislim, to se je dobesedno zgodilo 5 minut, preden smo začeli oddajo. Dejstvo, da bodo imeli, kar tukaj trdijo, če je to res, rezultate tega neodvisnega pregleda, so trdili, da bodo Nolanovo telo poslali v Washington, D.C. A, imajo te rezultate. B, da jih bodo objavili in da bo to še preden bodo znani rezultati državnega medicinskega pregleda. Kaj žmeneš? No, najprej, Jesse, najlepša hvala, da si me povabil v svojo oddajo. In potem z družino seveda želijo zagotoviti, da je preiskava skladna s tem, kar bi ugotovila državna preiskava, urad državnega mrliškega oglednika. Tako bi bila to verjetno ena prvih stvari, ki bi jih neodvisni patolog želel povedati, ne? Ali se ujema s poročili urada državnega mrliškega oglednika, ki bodo, veste, nekoč predstavljena javnosti. In če se dejansko ne ujemajo, bodo seveda obstajale tudi druge razlage teh informacij. In želeli bodo zagotoviti, da je država tega seznanjena. In na to bodo te dodatne ugotovitve soočili s preiskavo. Mislim, to bi bili logični koraki tukaj, ne? In potem bo seveda na tej točki sledila odločitev,
No, kakšno dodatno testiranje bi še moralo potekati? Kakšne druge dokaze bi bilo treba, veste, še preučiti? In če je dejansko anomalija v drugi obdukciji, bodo seveda želeli, veste, preveriti te stvari. Država bo, državni preiskovalci bodo poskrbeli, da se vse ujema z ugotovitvami obeh obdukcij kot celote. Tako je, rezultati državnega zdravniškega pregleda še niso znani, ker čakajo na rezultate toksikologije. Zdi se mi, da ta neodvisna obdukcija ni opravila toksikoloških preiskav, kajne? Ker jih ne bi mogli dobiti tako hitro nazaj. Morda se motim, popravite me, če se motim. Ampak, da dajo tako izjavo, ali se vam zdi, da to nakazuje na možnost, da obstajajo dokazi o kaznivem dejanju, da so bile na telesu Nolana Wellsa kakšne sledi ali poškodbe, ki bi kazale, da to ni bilo zgolj utopitev, ampak nekaj drugega. In vem, da je zapleteno, ko govorimo o utopitvi ali morebitni utopitvi, ker morda ni zunanjih znakov, da bi ga nekdo potisnil v vodo ali ga držal pod vodo ali kaj podobnega. Ampak, če napovejo, da bodo ti izsledki prišli na dan, ali lahko iz tega kaj sklepamo? No, odlične točke. Ena stvar, ki jo je mogoče skoraj takoj ugotoviti, so mikroskopske ugotovitve. Veste, karkoli v pljučih kot celoti, če je voda ali tekočina v telesu ali v dihalnih poteh, lahko to najdete tudi pri drugi obdukciji, saj bodo za to obstajali mikroskopski dokazi. Torej, nam ta prva stvar pove dve stvari. Prva stvar, ki nam jo pove, če je prisotna tekočina, je, da je bil živ. V redu, ker očitno v tistem trenutku vdihuje vodo. Torej, zdaj je sekundarno vprašanje, ki ga je treba odgovoriti, oziroma vsaj mora biti odgovorjeno, kakšne so okoliščine, ki so ga, kot ste omenili, pripeljale v to vodo. Ali obstajajo dokazi o, veste, tuji krivdi, ali obstajajo dokazi o alkoholu ali drugih substancah v njegovem telesu. In tukaj bojo toksikološka poročila igrala ključno vlogo že pri prvi obdukciji, saj bo tam največja koncentracija teh snovi v krvi tega mladega moškega. V redu, bomo videli, kaj bo iz tega. Seveda bomo naredili vse, da bomo to pokrili tukaj v oddaji Sidebar. Pravkar sem svoji ekipi rekel, da naj se pripravimo na to. Poglejmo, kaj se bo zgodilo. Naj vas vprašam glede tega posnetka, ki je prišel v javnost. Torej, imate ta posnetek, ki ga je pridobil TMZ, očitno posnet na otoku Horn, julija ob 23. Domnevno je bil prikazan šerifovemu uradu. Na posnetku lahko vidite, kako kamera preleti čez te čolne, ljudi, veste, vse na vodi. In zdi se, da na zadnji palubi čolna stoji moški. Zdi se, da se sklanja in sega po nečem. Njegovega obraza ne morete videti. Tudi oseba, ki je posnela ta video, verjame, da je bil to Nolan. Zakaj? Moški naj bi nosil kopalke, ki so enake barve kot kopalke, ki jih je Nolan nosil na tisti fotografiji iz 4. julija, ki so jo vsi videli. To je zelo znana fotografija, kaj ne? Zelo glasna fotografija. To je spet tista, na kateri je s prijatelji na čolnu. Če je to Nolan, bi bil ta posnetek očitno zadnja znana slika njega, preden je izginil in preden je njegovo telo naplavilo na obalo le nekaj dni kasneje. Ko si ugledaš ta posnetek, kaj ti najbolj pade v oči? No, prva stvar, ki mi pade v oči, je, da je to dokaz, da je bil živ. In če je to res on, potem vemo, da je bil živ na tisti datum in v tistem času, glede na metapodatke, ki jih lahko pridobijo iz tega posnetka. Druga stvar, ki mi pade v oči, je, da imaš okoli njega v tistem trenutku vse te druge čolne. To pomeni, da lahko dobiš tudi GPS podatke v povezavi z drugimi osebami okoli njega iz teh drugih čolnov. Tako ga to zdaj postavi na določeno lokacijo ob določenem času. In to nam tudi pove, da če je to res on, kaj pravzaprav počne na zadnjem delu tistega čolna. Tako imate vse vrste informacij, ki jih lahko razberete iz dejstva, da se morda nagiba naprej, nekaj jemlje iz hladilne skrinje in tako naprej, ali pa vodo. Ali kdo ve, kaj je ta snov?
Zdaj pa lahko preiskava poteka tako, da se preiskovalec vrne in reče: v redu, kdo je lastnik tega čolna, kaj je v tej hladilni skrinji. In potem lahko dejansko to izsledite nazaj do morda, veste, drugih dejavnosti, ki so se dogajale prej tisti dan, in to povežete z morebitnimi drugimi toksikološkimi rezultati kasneje. Če je šlo dejansko za neko snov, veste, morda alkohol ali kaj podobnega, in tega ne vemo, v redu. Ampak to so stvari, ki jih lahko izveste iz tega. Še pomembneje pa je, da lahko dobite metapodatke iz GPS-a vseh drugih čolnov v bližini. In potem lahko to povežete s tem, kje so kasneje našli njegovo telo. In tako povežete te točke. Kako je prišlo od točke A, kako je prišel od točke A do točke Ž in kako to potem sestaviš v celoto. Ponovno, video je bil posnet ob 14:23, kaj ne? Ben Cromp je rekel, da so Nolana nazadnje videli na otoku ob 15 uri. Nisem zasledil nobenega nasprotnega poročila o tem. Zdi se, da je 15 ura čas, ki ga slišimo. Ampak spet, nekaj bi se lahko spremenilo. In verjamemo, da je čoln odšel okoli 16:31. Torej je približno 2-urni časovni okvir med tem videom in trenutkom, ko je čoln očitno odšel brez njega. Še ena stvar, ta video očitno prikazuje Nolana na čolnu. Ali je to isti čoln, na katerem so bili njegovi prijatelji? Veš, tista zloglasna fotografija z 4. julija ga prikazuje s prijatelji na čolnu. Ti posnetki se zdijo, kot da je morda na drugem čolnu, mogoče z drugimi ljudmi. Kaj misliš? Ja, nisem povsem prepričan, ampak samo razmišljam. Ne, to je zelo dobra opazka, ker je to očitno ena od stvari, ki bi jih želel primerjati v povezavi s tem posnetkom. Veš, lahko pogledaš strukturo čolna, lahko ugotoviš proizvajalca čolna in vse te druge stvari. In potem druga stvar, ki bi jo to pokazalo, recimo, da bi ta nova obdukcija pokazala dokaze o poškodbah, hipotetično, kaj ne? Ali so prisotne obrambne poškodbe, poškodbe vratu, notranje poškodbe. Ker vedno, ko nekdo pade v vodo, veš, pride do odrgnin in gibanja ali poškodb, ki nastanejo zaradi gibanja in samega potenciala, ki je s tem povezan, prav? Tako lahko tudi rečeš: hej, počakaj malo, v tem določenem videoposnetku ne vidimo nobenih dokazov za, recimo, tovrstne poškodbe. Prav? Torej, je to tudi nekaj, kar je treba precej resno upoštevati, če je to dejansko veljaven dokaz, ki se je zdaj pojavil. Mislim tudi, da če ljudje vidijo ta videoposnetek in pomislijo: počakaj malo, ta oseba je menila, da je dovolj pomembno, da gre na šerifov urad, potem je prav, da je to storila. Ko vidijo ta široki panoramski posnetek, si mislijo: moj bog, poglej, ugotovili so. Zaradi česar se sprašujem, ali bodo zdaj tudi drugi ljudje pregledali svoje posnetke in pomislili: mogoče imam tudi jaz kaj. Ja, odličen komentar, ja, absolutno. In vem, da je šerifov urad prosil za neobdelane fotografije in videoposnetke tistega dne, ampak to me je samo spomnilo na to. Ja, in to bo seveda, veste, spet vse postavilo v kategorijo dokazov, da je bil živ. Vemo, da ta mladenič samo uživa na praznovanju 4. julija in da tukaj ni ničesar, ničesar sumljivega, kaj ne? Nič sumljive narave. Torej, lahko gre v katerokoli smer. Če so se te dejavniki spremenili, kaj se je potem spremenilo med tistim posnetkom in krajem, kjer so našli njegovo telo? In to bo preiskovalce spodbudilo, da bodo takšne dokaze preučevali precej bolj temeljito, veliko bolj temeljito. In rad bi vas vprašal še nekaj v zvezi s tem, saj so iz tega pogrebnega obreda prišle na dan še druge pomembne stvari. Ne le to, da je bilo izjemno srce parajoče slišati, kako Nolanova družina govori o njem in o tem, kako je, ko ga ni več v njihovem življenju. Pomislite, bil je športnik, želel si je igrati v ligi NFL, bil je vzornik svojim sorojencem, bil je res izjemen mladenič in kakšna velika tragedija je to. Na tem pogrebnem obredu, ki je bil 20. julija v cerkvi Center Point v Ocean Springsu v Mississippiju, se je zbralo več 100 ljudi. Al Sharpton je dal veliko izjavo, da sta on in igralec Tyler Perry vsak prispevala po $50,000 za informacije, ki bi lahko vodile do obsodbe, ali pa za informacije o tem, kaj se je zgodilo z Nolanom Wellsom. Torej govorimo o skupno $100,000 za vsakogar, ki bi se oglasil. To je povedal na pogrebu. Ker je Mississippi tako poseben, ne pravim samo, da nočemo ničesar.
Želim povedati prav tukaj in zdaj. In navdihuje me tisti, ki nas je za to obtožil. Želim povedati, da želim v imenu National Action Networka in sebe ponuditi nagrado v višini $50,000 komurkoli. Komurkoli. Želim razpisati nagrado v višini $50,000 za vsakogar, ki lahko posreduje informacije, ki bodo vodile do aretacije in obsodbe v primeru tega, kar se je zgodilo. Na tistem otoku ni bil sam. Nekdo je nekaj videl in nekaj ve. Torej nisem prišel, da bi zaslužil denar. Prišel sem, da bi dal denar. Vstani in povej resnico. Karkoli že je, dobro ali slabo, ne bomo vnaprej sodili, vendar tega ne moremo zaključiti, dokler ne bomo poznali vseh dejstev. Naj povem Kristini in Elmu, predno pravimo molitev izročitve in pospremimo družino ven, pravkar sem prejel sporočilo. Kristina in Elmo, veste to? Tyler Perry je rekel, da bo plačal pogreb. On tudi verjetno gleda, ker je rekel, da bo prispeval še $50,000. Tako da mi dajemo $100,000 za kogarkoli, ki bi se javil, želimo si samo resnico. To je vse. Chris, nagrada v višini $100,000 je precejšnja. Kako to vpliva na preiskavo? Ali to preiskovalcem kaj otežuje delo? Nažalost, veste, je lahko to v takem primeru prednost ali slabost. Ker je vrsta informacij, ki bi jih želeli pridobiti, verjetno zelo ozkega obsega. V povezavi s tem, če je bilo to na kakršenkoli način povezano z kaznivim dejanjem. Posamezniki, ki bodo spregovorili, jih verjetno ne bo motiviral nagradni sklad. Vendar pa obstaja sekundarna plast v takšnih preiskavah. Posameznikov, ki, veste, razmišljajo, kot ste prej rekli, imajo posnetek, veste, in ga še niso želeli predati, ker niso bili prepričani, ali pa kaj podobnega. Nagrada bi lahko motivirala takšne ljudi, da se oglasijo in rečejo, hej, nisem vedel, a je to povezano. Opravičujem se, da sem to tako dolgo zadrževal, ampak tukaj je. Torej, med prednostmi bi lahko bil sklad za nagrade zelo koristen. Ampak v večini primerov, na katerih sem kdaj delal, skladi za nagrade, če sem iskren, niso prinesli prav veliko uspeha. Ja, in vedno je ogromno tega. Vedno obstaja možnost dezinformacij, lažnih informacij v odmevnih primerih. Ko vas že imam tukaj, vas lahko vprašam o telefonu, Nolanovem telefonu. Mislim, da je to zanimiv kos morebitnega dokaza tukaj, da Nolan ni imel telefona s seboj. Veliko je bilo ugibanj, zakaj je bilo tako. Veste, slišali smo, da če gre v slano vodo, njim je navadno, da pusti telefon, tako kot drugi ljudje. Po drugi strani pa, če gre sam stran, da bi se morda pogovarjal z mlado damo, zakaj ne bi vzel telefona s seboj? Vemo, da je bil telefon po poročilih pri njegovih prijateljih. Družina ga je dobila in našla aplikacijo Life 360. Pojavil se je očitek, da so bili podatki iz telefona izbrisani. In zdaj bo po besedah Bena Crumpa prišlo do skupnega pregleda telefona, tako strani strokovnjakov družine, kot državnih preiskovalcev. Vas to kaj skrbi? Ja, veste, telefon je zelo zanimiv dokaz, ki ga je za seboj pustil ta mladenič. Veste, lahko bi rekli, kot ste omenili, da praznujete v vodi. Seveda želite pustiti to napravo stran od vode, kakršnekoli vrste ali izvora. Ampak po drugi strani pa imate tukaj spremembo v vedenju. Imate mladega moškega, ki naj bi šel nekam z mlado damo in nato preprosto izgine. Prav? In zakaj bi pustil svoj telefon na čolnu, če naj bi dejansko odšel s tem čolnom na neki točki? In kasneje ugotovijo, da se ne pojavi.
in ga prijavijo kot pogrešanega, njegov telefon pa je še vedno na čolnu. Preiskovalci bodo lahko precej hitro ugotovili ne samo GPS koordinate, ampak seveda tudi vse podatkovne sledi, ki jih bodo dobili iz tega telefona. Ko pa to povežeš z vedenskim vidikom, ker je to druga plat tega primera kot celote, kadarkoli se pojavi takšna skrivnost, še posebej v povezavi z vodo, se resnično postavi vprašanje, kakšen je bil običajni način življenja tega fanta. Kako, veste, ta mladenič, kako deluje? Ali se druži z vsemi svojimi prijatelji? Odgovor je da. Ali ga zanimajo dekleta? Hvala Bogu, v redu, da se tudi ta del njegovega življenja normalno razvija. Uspešen je v srednji šoli, veste, pri nogometu in tako naprej. In to je takšen otrok, za katerega si rečeš, kaj, to je žrtev z zelo nizkim tveganjem. To je mladenič z zelo nizkim tveganjem. Tako začneš gledati dejavnike tveganja, ki bi jih osumljenec ali nekdo, ki bi mu želel škodovati, prevzel. Ali pride na ta otok s to mlado damo. In je tam nekdo, ki ga preprosto ne mara, morda zato, ker tukaj igra vlogo rasa. Prav? In se stepeta, on pade v vodo in se nato utopi. Morda je bil nezavesten. In tukaj bo sekundarna obdukcija zelo pomembna, da se ugotovi, ali obstajajo kakršnikoli fizični dokazi v njegovem telesu. Torej, naprimer, obrambne rane, poškodbe glave, to, kar imenujemo subduralni hematom, krvavitve znotraj telesa kot take. In to samo po sebi nam bo povedalo, ali je dejansko lahko prišlo do kakršnegakoli obračuna. In to je vrsta dokazov, ki jih želite poiskati, ki bi vas od teorije o nesreči usmerili k nečemu potencialno bolj sumljivemu. In po besedah Bena Crumpa na tiskovni konferenci prejšnji teden mu je tožilec očitno povedal, da bi lahko, ko bo ta preiskava zaključena, primer predstavili veliki poroti zaradi morebitne vložitve kazenskih obtožb. In v kakšni obliki tega ne bi vedeli, kaj ne? Lahko bi šlo recimo za morebitno obtožbo umora, lahko bi šlo za nekaj v zvezi s preiskavo, nekdo ni zagotovil točnih informacij organom pregona, morda gre za prirejanje dokazov. Kaj mislite s tem? Kaj menite o tej možnosti, da bi bil ta primer predstavljen veliki poroti? No, vse je vedno mogoče in če preiskava dejansko začne kazati na to, da časovnica, izjave prič, veliko teh informacij se ne ujema. Enkrat sem imel primer, kjer je nekdo izginil z ladje in našli smo nekaj prahu na ladji, ki je bil iz gasilnega aparata. Kasneje smo v preiskavi ugotovili, da nam je ta oseba lagala. In to smo lahko tudi dokazali. Dejansko je uporabil gasilni aparat proti žrtvi. Na tej ladji je prišlo do hudega obračuna. Ena oseba je padla čez krov, ena pa se je vrnila. A gre tukaj za takšno situacijo? Ali je prišlo do pretepa? Ali pa če je kdo zganjal neumnosti, kot to počnejo otroci, kot to počnejo mladi moški danes, in se je poškodoval, pa so ga pustili so ga v vodi. No, veste, to bi bile seveda informacije, ki bi jih želeli ugotoviti. In tako je še vedno veliko informacij, ki jih potrebujemo. Preiskava bi bila, po mojem mnenju, še vedno v teku. Ampak ja, velika porota bi se lahko vrnila z obtožbo pomoči storilcu po kaznivem dejanju ali, veste, drugimi obtožbami, kot so nenamerni uboj ali kaj podobnega. Preprosto še ne vemo. Poglejmo, kaj se bo zgodilo jutri z rezultati neodvisne obdukcije s predhodnimi ugotovitvami. Chris McDonough, najlepša hvala, da ste si vzeli čas. Zelo cenim. Hvala, Jesse, cenim te. In to je vse, kar imamo za vas tukaj na Sidebaru, vsi skupaj. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili in kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcast, Spotify ali kjerkoli poslušate svoje podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi Peacock. Če me želite spremljati, X, Instagram, moja oddaja Jesse Weber Live od ponedeljka do petka ob 11:00 po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič. Adijo.